Ponovno lepo pozdravljeni vsi udeleženci Mega kviza v drugem sklopu in v drugem videu polnem koristnih nasvetov za reševanje. Tokrat smo se pogovarjali z gospo, magistro Darjo Lavrenčič-Vrabec, dobro poznavalko dr. Alme Sodnik. Snovalci Mega kviza smo med ducatom žensk, ki smo se jih lotili v letošnjem že 7. ciklu Slovenskega knjižnično-muzejskega Mega kviza, nekako odločili obravnavati tudi dr. Almo Sodnik. Veseli nas, da njen vsebinski sklop odpiramo ravno drugo sredo v mesecu novembru, ko se praznuje Svetovni dan filozofije. Njeno življenje je bilo zelo zanimivo. Prvi ugoden pogoj, da je nastalo iz Alme to, kar je nastalo, je bila njena družina, ki je spodbujala njeno vedoželjnost, ji pomagala tudi pridobiti formalno izobrazbo, kajti formalna izobrazba, hoditi v neko gimnazijo, morda še pred 100 leti ali pa malo manj, ni bilo tako samoumevno kot danes. Šolo je morala obiskovati kot privatistka. Kot vem, niti ni bilo dovoljeno, tudi kasneje ne, druženje deklet in fantov v razredu, torej dekle še kasneje, ko so bili ugodnejši časi, je prišla v razred s profesorjem, tam preživela učno uro in z njim zapustila razred. Po opravljeni srednji šoli je sicer stopila na tako tradicionalno območje življenja, torej poroka z možem profesorjem, rojstvo sina. No, tukaj se je pa začela njena življenjska tragedija, smrt malega otroka, hude poškodbe moža, ki so spremenile v vojni, ki so močno vplivale na življenje celotne družine in na to njena odločitev za izobraževanje. Študije uspešno zaključila, bila odlična študentka in kmalu zatem se je začela tudi njena bliskovita kariera, ki je seveda dosegala vzpone in padce. Zelo opazen je bil njen nastop leta 1937 v Parizu, ko je nastopila s tekstom na simpoziju Renéju Descartesu, tudi enemu vodilnemu, kultnemu svetovnemu filozofu. Po vojni je pa zavzela zelo pomembno mesto v akademskem življenju. Krajši čas je bila celo dekanja Filozofske fakultete, kjer je poučevala na oddelku za filozofije. Bila je torej prva ženska na tako visokem akademskem položaju in to ne samo v slovenskem, temveč celo v jugoslovanskem prostoru. V kviz smo dr. Sodnikovo vključili ne samo, ker je prva segla na to strokovno področje, temveč tudi iz drugega razloga, ker je močno se nekako tudi opredelila do družbene vloge ženske, do nje zavzela eno tako pogumno stališče. Zanimiva je tanka knjižica iz leta 1924, ki se še dobi v določenih slovenskih knjižnicah z naslovom Smernice za vzgojo deklet. Zelo zanimiv naslov, tudi branje, kjer razmišlja o družbeni vlogi ženske, dekleta, ki ne sme biti zgolj omejeno na materinstvo, na dom, na družino, temveč tudi na njen angažma zunaj le te osnovne celice. Mnogi pomembni slovenski filozofi so se kalili v njeni predavalnici. Moram pa izpostaviti, bila je človek, ki je bila mirna, skromna, skromnejša, kot ji verjetno je šlo njeno mesto in njen položaj. Zato se tudi geslo v kvizu glasi, malo apelira na slovenski pregovor, ki ga vsi dobro poznamo, o nečem, ki vendarle zmore rušiti nekaj. Žal se je to zdaj pokazalo tudi v nedavnih dogodkih, ki jih preživljamo v Sloveniji.
Ja, ženska na takem položaju, v takem poklicu, ki ni ravno tako zelo običajen, sploh če si razmišljamo o razmerah tistega časa, pa o teoriji o ženskih možganih, o njihovi teži, velikosti, o tem, kaj naj bi zmogli v primerjavi z moškimi možgani. Skratka, res je prebila meje svojega časa in poslanstva. Upam, da vam tudi ta drugi sklop ne bo povzročal težav, zopet pa se vidimo v prvem tednu decembra s 3. video nasvetom. Pa uspešno reševanje!